Noč v hotelu Mamiani je minila prehitro. Nismo utegnili izkoristiti dodatne ponudbe, zato smo morali za svojo življenjsko energijo poskrbeti kar sami. Tudi ime hotela je prebudilo našo radovednost. Grof Terenzio Miamani della Rovere, italijanski pisatelj, filozof, diplomat in politik, je bil rojen v bližnjem Pesaru. Iz hotela smo se povzpeli proti središču Urbina, renesančnega dragulja, kjer se je rodil slikar Rafael. Stolnica in vojvodska palača sta se bleščale v jutranjem soncu. Iz mesta smo se po valoviti pokrajini spustili proti Fermignanu, kjer nas je počakal mogočni rimski most čez reko Meturo, pod katerim so se v soncu bleščali slikoviti mestni slapovi. Na eni strani stoji obrambni stolp Torre della Milizije, sprva zgrajen za obrambo, pozneje pa namenjen pobiranju mostnine, ob njem pa stavba nekdanje papirnice. Za Fermignanom se je začel 5-kilometrski izpon po gričevnati pokrajini, sledil pa je prav tolikšen spust v Aqualagno. Nadaljevali smo po Via Flaminia ob reki Burano, skozi kraja Smirja in Ponteroso. Cesta sledi trasi starodavne rimske poti, ki je povezovala Rim z obalo pri Riminiju. Blag vzpon nas je pripeljal do zgodovinskega mesta Cagli. Vanj smo vstopili po novem mostu Ponte Terezino Miamani, zgrajen leta 2011 ob 150. obletnici združitvi Italije. V bližini stoji starodavni rimski most Ponte Malio. Staro jedro smo zapeljali skozi mestna vrata Porte Lombarda, kjer so nas pozdravile glavne znamenitosti: obrambni stolp Rocca Torione, mestna hiša in gotska cerkev svetega Frančiška iz 13. stoletja. Za Caglijem se je cesta začela vzpenjati na planoto skozi kraje Fornace, Grumale, Frontone, Petrara, Pianello in Colombrara. V 15 kilometrih smo premagali približno 300 višinskih metrov. Pokrajina dežele Marche je valovita, malo gor, malo dol. Tik pred Sierra San Abbondio nas je čakal kombi z malico, cesta se je nato privesila navzdol proti Sassoferratu, od tam pa se je vzpenjala ob železnici skozi Berbentino do Molinacija. Sledil je še spust skozi La Posto in industrijsko cono do cilja etape v mestu Fabriano, ki leži ob vznožju Apeninov in je znano po svoji dolgoletni papirnati tradiciji. V Fabriano smo po 75 privoženih kilometrih in 1100 premaganih višinskih metrih prispeli utrujeni, a zadovoljni. Dan je bil dolg in zahteval, a nam je v zameno ponudil veliko lepih trenutkov, prijetno družbo in zanimive poti.